Pozdravljeni v Popcastu. Z mano danes sem poseben gost, morda trenutno najbolj znan ali pa najbolj poznan abstinent v Sloveniji, Miha Šalehar. Miha, pozdravljen. Miha, živijo. To si me počastil zdaj s to titulo, ja. A veš, da sem tik pred izidom te knjige, tako sem malo omahoval, jo sploh izdati ali ne, ker sem rekel, šit, stari, ti si na kopu zdaj to družbeno vlogo Osterboja abstinence za nekaj časa. Ampak okej, ne. Naj bo tako, ne. Krk dejanjem. Prvo vprašanje, zakaj pijemo? Veliko si se spraševal v knjigi, pa verjetno si se tudi nekaj časa potem spraševal, ko si nehal piti, ne? A veš, to je težko vprašanje, njegovo težo se da kvantizirati. V mojem primeru je to vprašanje, ki je bilo težko skoraj 35, ali pa kar bom rekel 35 let, ali pa 34 let, ne. Zato, ker odgovor na to vprašanje se v resnici je v tem času, ne, v tej moji zgodbi, od prvega pira do zadnjega pira se je radikalno spremenil, ne. Jasno, začel sem piti tako kot vsak slovenski najstnik, ki bi rad kakšno punco spoznal. Namreč, naj povem, da bi bil jaz še vedno nedolžen, če ne bi bilo alkohola. Sem začel tam nekje pri 14, ne, končal sem pa recimo sred 40, ne. Tako da začel sem seveda tako s tem zabavnim popivanjem čez vikend, ne. Jasno sem, bom rekel, ta del slovenske kulture v celoti sprejel, da je to nekaj, kar je popolnoma normalnega, ne samo normalnega, nekaj, kar je nujnega, ne. Ti kot tip se moraš pač navaditi piti čez vikende, ne. Pa so pa sledili manjši podaljški, zdaj odgovor, zakaj pijemo, se mi je po resnici radikalno spremenil šele potem, ko sem nehal piti, ne. Torej, zakaj si nehal? Večina ima nek vzrok globlji. Ogromno jih neha piti zaradi v bistvu zdravstvenega stanja. Nek trigger je od zadaj ali pa nek resen življenjski dogodek, ki človeka resno vseka po prstih in reče, tako zdaj pa je dovolj. Ja. Kaj je bilo pri tebi? Zdaj pri meni ni bilo te, mislim, če misliš srčne kapi, diagnoze holesterola, ultimata žene, celo tega ni bilo, ne, kljub temu, da je bom rekel, ta pravica slovenskega samca do alkohola je nekaj, bom rekel, to je najbolj debilna pravica, ne, ker mi jo jemljemo kot nekaj popolnoma samo po sebi umevnega, kar naj bi bilo starejša Biblija. Normalno je, a veš, da je tip 2-krat ali pa 3-krat na teden do konca nabit in to je naša, pač, ko se kromosomi izrazijo na način, da smo tipi, je to naša pravica, ampak to je čisto narobe. Čakaj, kako je bilo že vprašanje? Oprosti sem... Čisto konkretno, kaj je bil tvoj vzrok? Kaj je bil moj vzrok? Zadaj, moj vzrok je bil v resnici dolgcajt. Dolgcajt. Meni je, a veš, jaz sem toliko let pil in seveda kot vsak resen pivec poiščeš rešitev na vprašanje, zakaj je meni dolgcajt v življenju, zato, ker premalo spiješ, ne. In pol naenkrat, a veš, je bilo tega pitja že toliko, da sem jaz zdaj klasičnemu študentovskemu petku pa soboti, ne, valjda začneš kot študent, pa kot srednješolc, v petek pa soboto so čage, pa žuri, pa to počneš iz tega vzgiba, ne. Pol enkrat dobiš službo pa otroke, pride ta četrtek, ki je fantovski, ne, in greš v četrtek na 3 pere, ne, in pol recimo temu četrtku, petku in soboti dodaš še kako nedeljo ali pa še kakšno uvodno sredo, ne, in pol recimo sem tam nekje po 40. letu z malo matematike ugotovil, ne, zelo enostavne matematike, da sem jaz pijan več kot polovico dni v tednu, ne, kar pomeni, da mi ostane manj kot polovico dni na razpolago, da se moj sistem očisti in da zdaj verjetno ne bi bilo smiselno dodati še torka zraven, ne, ali pa še ponedeljka zraven, ker se ne bi nič drugače počutil. Sem pa to probal, ne. Sem probal tudi, bom rekel, ne pretrgoma piti recimo 2 meseca skupaj, ne. In sem gotovo, da v tem ni pretirane rešitve, da to še poglablja, to občutje resnega dolgčasa, pa ene take vse splošne depresije, na kar sem potem... Ampak en dogodek je pa bil trigger, ne, zdaj jaz ga ne bom v celoti razgalil, ne ostane malo v knjigi skrit, pa tudi v knjigi ga nisem povsem razkril. Skratka, enkrat sem seveda na Štajerskem, ne, kje drugje bo človek, ki ljubi alkohol, kje drugje se bo dotaknil dna življenja kot v Mariboru. In v Mariboru sem se jaz neke nedelje, bil je 15. avgust, 3 leta nazaj, dotaknil dna življenja, ne.
In takrat sem pa zatrmaril in sem rekel, zdaj pa jaz nekaj časa ne bom pil tako iz golega eksperimenta. Ne. In dlje, ko se je, bom rekel, to zadnje popivanje oddaljevalo od mene, bolj sem jaz začel dobivati neke uvide, da se opravičujem, ker preklinjam, mogoče bi se pa na ta način dal celo živeti. Ne. Potem dlje, kot je trajalo, bolj kot sem jaz o tem premišljal, sem rekel, pa ta stvar je ful zanimiva, ne. Ta moja zdaj avantura navadne vode je en totalno zanimiv, bom rekel, socialen eksperiment. Ne. Vse je postavljeno na preizkušnjo, moje kompletno bivanje, s kom se družim, s kom sem, kako je organiziran moj prosti čas, ne, k čemu jaz stremim. Ne. Ker prej bil moj teden, je bil v bistvu razdeljen na trpljenje, se pravi, kjer se ti razdajaš, da boš naredil vse, zbral otroke, voziš v šolo zjutraj, pol delaš, loviš te deadline, tekst moramo da do takrat, tekst za knjigo do takrat, urednik mi teži za takrat, še 2 tezge moram skupaj spraviti, 2 vodeni, da bomo lahko šli na morje, veš, nekaj, se pravi, to odrekanje, to je, ko ne živiš, in potem je bil tisti del tedna, ko sem jaz živel, ne, ko sem si jaz organiziral druženje s frendi, domače piknike, ki so bili kao družinski, čeprav so se vedno sprevrgli v to, da smo se ga nažrli z nekim viskijem ali pa še s pirom zraven. In odsotnost tega magičnega spirita alkohola je pa vse to postavila ful na glavo. In sem rekel, to je pa ful zanimiv, o tem bom pa jaz napisal eno besedilo, no, in nastala je ta knjiga. Ta knjiga je mogoče tudi sporočilo vsem, ki še ne vedo, da si začel abstinirati, dobro sporočilo, da nisi rabo recimo na družbena omrežja razglašati in razglabljati, zakaj in kako. Vse pojasniš tu noter, kar globok zapis v bistvu nekoga, ki je prestopil na kaj temno ali svetlo stran. Kako zdaj gledaš na to? Mislim, jaz ne gledam, a veš, če bom rekel, da sem prestopil na svetlo stran, potem jaz avtomatično obsojam ljudi, ki pijejo. Ne? Veš, jaz sem po horoskopu pijanček. Jaz te ljudi razumem bolj kot kdorkoli na tem svetu in jih imam tudi rad bolj kot kdorkoli na tem svetu. In ne težim nobenemu, da ne neha piti. Ne? Se mi je zdel pa zelo zanimiv, ker namreč, ne, ko mi pomislimo na alkohol ali pa alkoholizem ali pa na to navado, običajno vizualiziramo neke tipe z roba, ne, tipe, ki jim je spodletel, se pravi tipe, ki so, ne vem, pretepli ženo, pa so pol ostali sami v jarku, pa jim je davčna uprava Republike Slovenije vzela hišo, pa avto, pa stanovanje in so propadli zaradi alkohola. Ne. Jaz sem pa želel podariti to knjigo tem družbeno sprejemljivim alkoholikom, oziroma kako sem že napisal, da sem jaz transalkoholna oseba. Ne, to je zdaj moj status, ampak prej sem bil pa tak družbeno sprejemljiv tip, ki ga občasno malo spije. Sej, a veš, meni ni nikoli nihče rekel, da imam problem z alkoholom. Pravzaprav sta mi 2-krat v življenju 2 frenda to rekla, obema sem ful zameril. Ostal del družbe sem pa uspel prepričati, zmanipulirati in seveda jahati na tem valu družbene sprejemljivosti, ker pri nas je to, da si ti nabit 3-krat na teden do daske nekaj povsem normalnega, upravičenega in celo obratno je, ne, zdaj jaz, ko ne pijem, se večkrat počutim, kot da bi imel neko, a veš, kot da bi imel kakšno ful nalezljivo bolezen. Ljudje te vprašajo, če si bolan, a boš, zakaj pa ne? Zdaj, v disclaimerju naj pojasnim, da sem tudi jaz nehal piti pred 2 letoma, slabima 2 letoma in mogoče, da se lahko tukaj poistovetim. Zdaj, potem Ti kar. Fotografa pozdravljam, ki ga poznam. Se pravi, po končanju pride neka praznina. Ne? Kako se soočiš s to praznino, kako dolgo traja, kaj v tem času delaš, ker alkohol ti le zapolni tisti dolg čas v štartu. Potem se pa zgodi, da izgubiš recimo družbo, da te nehajo vabiti na pivo zraven, ker pač ne piješ več in nisi toliko zabaven. Prijatelje izgubljaš zaradi tega. Se dogajajo neki, kaj bi rekel, psihološko, sociološki premiki, spremembe. Ja, seveda, ne, mislim, treba je povedati, da jaz pač drugačnega lifea sploh nisem poznal, ne, to je bilo pač moje življenje od 14 leta naprej, življenje normalnega moškega, rojenega v tem kulturnem okolju in jaz drugega dejansko nisem poznal. Hočem reči, da ta zadnji kozarec pera je bil zame totalna avantura, to je tako, kot bi šel s kanujem v Amazonijo. Jaz nisem poznal ljudi,
ki ne pijejo alkohola. Jaz sem kasneje ugotovil, da se jaz s takimi ljudmi absolutno nisem združil. To so bili meni tako neki patološki no-liferji. Mislim, kaj te ljudje sploh v življenju počnejo, če se ga ne znajo na pikniku nažreti, če ne znajo žurati. Ne, to je smisel življenja. Ne. Tako da, ja, ko sem jaz to nasilo prekinil, je tako zazevala ena res, bom rekel, totalna praznina. Kva početi, ne. Ampak pol se je pa pravzaprav itak zgodil en kompleten pretres. Ne. Na koncu ugotoviš tudi, da je tvoja socialna struktura, se pravi, jaz sem celo življenje konstruiral, vključivši moje socialne vezi, vse je reguliral v resnici alkohol. Ne. Jaz nisem hodil ven z ljudmi, seveda so bili vmes tudi krasni ljudje, pa čudoviti ljudje in še danes so čudoviti ljudje, ne. Ampak meni je bil osnovni kriterij, če je, bom rekel, moj karburator ali pa frgazer usklajen z unim. Ne, jaz recimo z nekom nisem hodil na pijačo samo zato, ker sem imel z enim frendom Gašparjem, ker sem imel blazno slabo vest, ker meni je že tretje pivo pasalo, on je pa še vedno prvega žulil, ne, ker ni bil še tam in recimo, kaj boš s takim modelom počel na drinku. Tako da meni se tudi ta neka socialna shema se mi je precej spremenila, ful je ostale nevolje, ful je energije za druge stvari početi, tako da bom rekel, avantura še vedno traja in se ji kar ne morem načuditi. Koliko je fajn v bistvu. Kaj je bilo najtežje recimo pri tem premiku? Prej sem omenil, recimo, zgubiš nekaj znancev, prijateljev, pivskih badijev, ne? Ja. Kako dolgo v bistvu pa? Kaj je bilo najtežje pa v bistvu, kako dolgo je trajalo? To si meril v mestih, potem neham piti, kaj bom zdaj s sabo? Si se začel spraševati, kaj je v bistvu? Kako bom sploh še videl te ljudi, dolgo je to trajalo, da si potem mislim, da lahko zaživiš v bistvu čisto normalno življenje, brez alkohola. Ja, najprej seveda sem se malo počutil osamljenega. Zdaj sem tako doma na kavču sedel v petek, pa grunto, kaj ne zdaj. Zdaj ljudi, ki bi znali kaj drugega početi brez pera, ne, pa ne sedeti na kavču, v resnici nisem poznal. Ne. Jaz sem celo štartal iz mojega predsodka. Jaz sem si vedno predstavljal, da ljudje, ki ne pijejo pera, pač doma sedijo na kavču in gledajo strop. Da je to zdaj moja usoda, ki bo trajala do smrti, saj sem to eksperimentiral. Ne. Pa na koncu sem pa v bistvu ugotovil, da se da marsikaj početi, ne. Ker še ena je zelo zanimiva lastnost, bom rekel, vseh razvad, ki jih imamo v življenju, ali pa vseh praks, ne, je ta, da dokler mi nekaj počnemo, se nam avtomatično stkejo neke vezi, ki ustvarjajo vtis, da to počnejo vsi. Ne. Veš, če boš ti pil ob petkih, boš imel idejo, se boš itak družil s takimi ljudmi, ki pijo ob petkih. Ko boš prešalil to, ko boš dodal četrtku, petku, pa soboti še nedeljo. Ne. Boš kar naenkrat naletel na trop enih ljudi, ki si s tabo delijo idejo, da je čisto normalno, da se ga nažreš še malo v nedeljo, ker je pač naslednji dan ponedeljek in to je za stres dober in vse. In to počneš. In enako se zgodi, ker nehaš, ne, kar naenkrat začneš srečevati ljudi, ne, ki, ne vem, ki za nov let pa za božič ne pijejo ali pa tako, to se mi je zdaj blazno fascinantno. Tako da počasi ti oblikuje en tak nov model. Treba je pa vedeti, ne, da recimo ta občutek izločenosti izhaja tudi iz tega, da kompletna industrija zabave pa gostinstva, pa alkohola. Tukaj pa moram, zdaj pa moram biti malo, bom rekel, antihudičev advokat, pritiska na te, da je to ena od, bom rekel, najbolj, da je to ena zapovedana oblika preživljanja prostega časa. Ne. Ampak zanimivo, ne? Po svoje tudi država vse skupaj trpi, ali pa zraven bolj kot ne, križem rok stoji, ko se vse to dogaja. Načeloma so zračunali, če ti lahko podatek postrežem, da za 3-krat presegajo stroški državne blagajne zaradi zdravljenja alkoholizma in vseh posledic, ki jih to prinese zraven prihodke iz naslova trošarina. Ne. Tako da nekaj logike tukaj resne. Pa ne bi jaz zdaj na ljudi, ki pijejo pritisk. Mislim, to se mi zdi ful slaba. To je tako kavuni, ki reče, zdaj pa dajmo debelim računati. Jaz sem zelo velik liberalc, naj še to povem. Jaz bi pravzaprav legaliziral vse droge in bi jih tudi vso prodajal. Jaz mislim, da bi mogotil v lokalu, zakaj pa je sploh razlika v kemikaliji, s katero se ti umamljaš. Zakaj ne bi, zakaj je treba, razumeš, zakaj upodabljajo recimo slovenske vinarje kot neke romantične figure, ki tam v nekih rustikalnih okoljih čakajo polno luno in noter dodajo ne vem kaj ekološko predelano. Zakaj ne bi na isti način gledali tudi na balkanskega bojevnika, ne?
to ful pogrešam, kako on te liste koke prebere, če le to je pa organsko gojeno, polni luni, dajte zdaj to posnifati na recimo enemu hrastniškemu kristalnemu podstavku, zato da dodamo še kakšen produkt. Mislim, tukaj se zamisliš, jaz nimam problema s tem. Dajmo se ga zadeti z vsem, če rabimo. Dobra primerjava. Mogoče bi ti prebral en citat, ki sem ga tu označil, ali bi ga jaz preberem? Lahko ga tudi, zdaj jaz boš berem. Ja. Mislim, imam naš štajerski naglas, kar je mogoče že manjša prednost. Kjer ga bi? Dale tukaj. Tu se začne. Okay. Šanki. Šanki naše domovine so težka psihiatrija, dragi moji. Tragikomedija brez primere. Prostori pogube, kjer praviloma 5 ali 6 omamljenih depresivnežev v noč gobezda šaljive dovtipe, da bi prikrili resnico, nikdar pa nihče na šank ne pritakne vprašanja, ki bi druščini pomagalo ugotoviti, zakaj so v resnici tam. Tudi, kadar se koltarju že vrnemo od pogreba pivskega brata ali kadar zapijamo ločitev ali drugo življenjsko zmago soborca, molčimo o tem. Fejst fant je bil, veseljak, naš je bil, le zakaj ga je življenje tako nemarno zafrknilo. Kako neskončno boleča je hinavščina alkoholnih bratovščin. Mal elaboriraj. Ja, lej, to je tako, ne, a veš, opazuješ življenje v neki vasi, ne, v vsaki vasi imamo zadevališča, ne, to je tako, recimo v Švici, v Cirihu, mislim, da so uvedli te zadevalnice s heroinom, ko so ugotovili, da je to problem, tako imamo, pri nas imamo recimo, ki so duševne bolezni problem, imamo omamljevalnice, rečemo in krčme, gostilne oziroma bifej. Tam vedno noter visi tistih 8 tipov, ne. Nihče ni pijan, ravno zanj sem se v eni vaški krčmi sporekal, malo smo se ne sporekal, takrat sem še pivo pil in smo se pogovarjali s fanti, sem rekel, meni se zdi, da smo mi pijandure, da smo alkoholiki, ne. Ne, ni, in so oni postavili kriterij, da do 8 pirov na dan nisi alkoholik, ne. Ker valjda, če si nek električar v javnem podjetju, 3 stisneš med šihtom, ne, 3 po šihtu, kar ni veliko, ne, in pogreš na kosilo in potem ti placa samo še za 2 ostane. In tukaj je meja, ne. Veš, in v teh okoljih imaš ti vedno teh 8 istih likov in v resnici, če bi šli oni k nekemu psihoanalitiku ali pa psihoterapeutu ali pa psihiatru, bi ugotovili, da so vsi po vrst depresivni in oni hodijo tja zdraviti to svojo depresijo. Vedno se pa predstavljajo za tistem omizjem kot strašni veseljaki, ne. To so ljudje polni šaljivih dovtipov, kar je pravzaprav tragično, če pogledaš, da 30 let eni in isti soborci hodijo tja s totalno neko dušno bolečino, se imajo za prijatelje, na koncu zadnji pokoplje vseh 7, pa nikoli si niso po resnici povedali, da so v kurcu, da so slabo, da so zato tam in da zato pijejo, ker niso dobri. Vse, veš, vsak začne piti iz veselja, na koncu pa piješ zato, ker nisi dober, ne. Če se vrnemo k prvemu vprašanju, zakaj piješ. Na koncu piješ zato, ker nisi okej. Zato, ker misliš, da boš boljš. Ko smo ravno pri družbi, kako so na te reagirali vsi tvoji? V knjigi sicer to kar na široko pišeš. Kaj so rekli? Daj mi enega srat. Daj enega, pa boš meni, da jaz pil. Pet še enega, no daj 5 na rundo. Glede na to, da mislim, da je moj totem verjetno hmel ali pa kaj takega. Jaz sem bil v svoji oddaji s Petek na Valu 220, še danes ne vem, kako so meni uredniki to pustili. Jaz sem ves čas oglaševal, da je petek je dan, ko človek doseže svoj notranji pir. In da je to nekako po naporu celega tedna drvimo zdaj proti tej končni osvoboditvi od tuzemskih spon skozi to, da bomo kar se da hitro nalili en pir. In jaz sem to dosledno počel vsak teden. In jasno je, da me noben ni resno jemal, ne. Mene dolg časa ni noben resno jemal. Najprej sem me spraševal, če sem bolan, če kaj ne povem, imaš mogoče kakšnega raka. Tipično vprašanje med drugim v Sloveniji, ne? Ja, če si bolan, pa kaj zdaj to, pol so malo verjeli, da bom k sebi prišel, pol je bilo en kup teh poskusov smešnih, da sem prišel in seveda naročiš pol tisto neko brezalkoholno pijačo, pa so mi pol nosili tam izza šanka, daj probi, to je pa neka ful specialna viljamovka. To pa moraš probati, ne moreš te, a veš, te fore, ampak na konci mi je tudi že sam tak koncept ždenja v gostilni, ne vem, ti si tudi nehal piti zdaj 1 leto, ali kaj, ne? In 2, ja. A si probo zdržati 8 ur v gostilni?
Mislim, Nesmiselno, ja. Popolnoma nesmiselno, prej pa z lahkoto. Ne. Mm. Mislim, 8 ur šiht narediti ob pijači se da, ne, v resnici. In kdaj ti je pol postalo vseeno, recimo, kaj si drugi mislijo o tem? Ker tudi to je ena Mislim, izmed. vseeno. Zdaj, Ja, enkrat postaneš za to družbo persona non grata, nesprejemljiv človek, ker se ne znaš sprostiti, ker ne znaš. ja, sigurno je bilo najprej malo, Ja. pa ta tranzicija še vedno traja. Ne. Verjetno opažam tudi, da se marsikdo ob meni zdaj počuti nelagodno, ne. Pa ne želim to, ker jaz ne prihajam v štarijo za omizje, da bi ljudem sodil ali pa to. Ampak opažam pa, da pridem za omizje in si naročim nek drink prav spokojno, pa tako že malo pripravljen, da bo to in postanem pol rdeča nit debate. Ne. Lej tega modela, ki ne pije. To je ta eksces, ne dajmo zdaj mi razpredati o tem. Ne. In pravzaprav si tega ne želim. Celo več sem opazil, zadnjič mi je neka oseba, ki se tako, ne bom rekel bežno, se kar dobro poznava skozi mnoga desetletja, je pravzaprav se počutila napadena že samo z mojo prisotnostjo. Ok, sej razumem, da sem zdaj postal en tak, dokler traja val s to knjigo, oster boj za abstinenco, kot sem rekel, ampak se je počutila napadena. Začela je tip kar vame skočila, jaz bom pa pil, pa pohod jointe, zato samo enkrat se živi in če samo enkrat živiš, je to, ne bom zdaj tako kot ti, vitaminčke, pa neki kvas, zdaj še meditiraš model. Ja. Sem rekel, pa lej, jaz se ne želim prepirati s tabo. Tako da te stvari na nek način še vedno trajajo. Je pa res, da se pa počutiš in mislim, to je pa dejstvo, da v gostilni se počutiš tako kot pripadnik druge kulture, ne? Kot da bi z enega plemena enih indijancev prišel k plemenu ljudožercev, ne? Pa valjda imaš različne poglede na bom rekel, tisto dejavnost, ki usmišlja tisto družbo v nekem trenutku. Ne? V štariji družbo usmišlja ta konsens, da je pač življenje ob kapljici the best. Kako se pa vključiš po eni tretji, četrti rundi prijateljev v pogovor sploh še? Ja, misliš ob tretji pa četrti rundi pera? Ja, kot ti, ki ne piješ. Ja, to se je zdaj močno spremenilo. Namreč jaz sem zdaj na tako politiko, da skidam, ne. Prav pri tretji rundi. Ne. Jaz sem včasih trdil, mislim, da sem še v prejšnji knjigi napisal, da je najboljši feeling na svetu je, in to pa še danes potrjujem, ne. Saj ni vse na alkoholu slabega. Tisti feeling, ki tretji per zliješ vase, ki veš, da je šel večer v maloro, ki se svet res tako kot prav Iztok Mlakar malo zadondola, tisti je res dober feeling. Ampak zdaj kot trezen opazovalec druščin ob tretjem peru sem pa prišel do naslednjega sklepa, ne, da družba je zanimiva do tretjega pera, ne. V tretjem peru postanemo, tudi prej smo bili, ampak prej nisem vedel, ker sem bil samo v tej logi, postanemo ful glasni, ob četrtem peru se začnejo debate absolutno ponavljati, ne. Ob sedmem peru ti pa že vsi sedmič prepovedujejo ono zgodbo na repeat, ker si v bistvu že toliko odvezan od lastne zavesti, da sred stavka začneš zgodbo prepovedati od začetka. Zveni zelo znano. Tole še vprašanje, če gremo malo k mokri kulturi, ker je v bistvu alkohol velik del slovenstva, slovenske kulture. A se počutiš sploh moškega lahko, če ne piješ? Zdaj, čisto resno vprašanje, čeprav je malo smešno postavljeno, ampak a si dec sta prav, če ne spiješ 3 pirov? To vprašanje je ful smešno. Ne vem. Mislim, jaz bom tako odgovoril. Jaz sem bil absolutno tega mnenja nekoč, da se raven testosterona meri po temu, prava moškost po temu, koliko pera si pripravljen ti prenesti. In to je ful zanimivo vprašanje, ker to je del te moške kulture. Ne? Ker pravzaprav kdo je pijanc? Pijanc je ki ga je alkohol na kolena spravil, ne tisti prav dec, ki ga prinese en kvadratni meter na večer. Trku, a veš, glede pira smo stavkli v pol ure. Valjda pa ni bilo nič. Ta junaškost. Ta junaškost. Jaz pijem 10 perov, zjutraj vstanem ob 6, jaz grem delati in potem ponovim varianto. Ja, jaz mislim, da je to en tak za lase privlečen mit. No. Jaz bi celo rekel, da mogoče rabaš več jajc za ne per spit, kot pa za spit 10 perov. Glej, še en citat jim dal za prebrati, ki mi je tudi bil všeč. Moševnica, tukaj se začne. Aha, ok, to nažremo se ga. Dajmo.
Nažremo se ga, ko nas prvič zapusti punca, kadar nam umrejo bližnji in daljni, če izgubimo službo, ko se ločimo in ko nam propade posel, ko na onkološkem fašemo diagnozo, ko izpademo v polfinalu oziroma zapijemo poroke, otroke za roke, obletnice gasilskih društev, kadar uplenimo kapitalnega jelena, če gre našim orlom v planici dobro, obvezno se ga nažremo, kadar se nam rodijo sinovi in hčerke, celo nove avtomobile, toplotne črpalke, estrihe, rekuperacijo in podobne inženirske dosežke človeštva se v prehodu v našo last spodobi dobro zapiti, da nam bodo dobro služili. Zelo lep povzetek mokre kulture, ki bi jo lahko mogoče kak doktor, ki to raziskuje, drugače opisal, ampak zelo lepo si povzel. Zdaj pa v resnici vprašanje, kako mokra je ta kultura, kako jo dojemaš? Ja, Ko gledaš z perspektive, recimo višje Slorisa. Veš, kako mokra je. Ne? Jaz bi zdaj na tem mestu vse tiste, ki naj jo poslušajo, Ja. poslal v komentarje, gledati, kaj vse tam piše. In mislim, da bodo tisti odgovori povedali več, kot lahko jaz komentiram z tega mesta. Jaz mislim, da smo mi zelo mokra kultura. No, so te neke globalno izvedene statistike o tveganem pitju, pa tralala, uvrščajo kar visok. Ne. Zanimiva je ena stvar. Ne? Lotil sem se statistik, veliko sem raziskoval tole temo. Po pitem čistem alkoholu smo nekje med Španijo in Francijo, Slovenci. Ja, kar je v globalnem smislu, kdo Kar je je v pa globalnem prvak? V Evropi smo zgornje tretjine, recimo. Ne? Pol so pa na Eurostatu naredili statistiko, kjer so ugotovili, da smrti povezani z duševnim stanjem ali pa z duševnimi težavami, ki jih povzroči alkohol, v Sloveniji daleč presegajo celotno Evropo. Se pravi, mi imamo 17 na 100 tisoč prebivalcev, drugi so Poljaki z 10. Potem se pa počasi manjšuje. Recimo Francozi imajo v tej statistiki 4, Španci 1. Kaj mi delamo narobe? Mislim, zakaj imamo tako odnos do alkohola? V resnici zelo podobno pijemo Ampak o kakšnih smrtih govoriva? O boleznih, ki so povezane z duševnim zdravjem. Aha. Se pravi, lahko sklepamo, da gre tudi za samomore in podobno. Ne? Ja. Kje se tukaj Slovenci, kje pride do tega? To je sicer resno vprašanje tudi za kakšne antropologe in filozofe in psihologe in psihiatre, ampak vse. Jaz ne vem, jaz nisem antropolog, nisem psihiater, niti nisem filozof, ampak mogoče ta vzorec resno sugerira, da alkohol mi uporabljamo kot antidepresiv. Ne? Zakaj smo pa tako depresiven narod, je pa mogoče tudi to, kar se, bom rekel, oklepamo tako kretenskih mitov, kot je recimo ta mit moškosti in alkohola in trdnega. Ne? Zdaj, mogoče smo depresivni na koncu tudi zato, ker zelo težko smo tisto, kar v resnici smo, ampak smo bolj tisto, kar družba od nas pričakuje. Ne? Tudi ta mokra družba na nek način, veš, to sugerira. Mi smo, bom rekel, te moduse prejeli od naših starih, pa od družbenih vzorov, ne? In postali nekaj, kar mogoče sploh nismo. Ne? Ko si ravno omenil od naših starih, še en citat imam, zelo kratek. Okay. Človek se začne. Človek, ki ne razume, da je 3. rojstni dan lahko izjemno dobra pijanka, pri kateri si oče slavljenke ob 2 zjutraj zvije nogo, ker je s sosedom skakal v daljino, ne ve veliko o praznovanju življenja. Torej. Ja, to je pa prigoda iz moje prve izkušnje, namreč te rojstni dnevi, praznovanja rojstnih dni otrok so, kot vemo, ne, tudi poslušalke in poslušalci, torej možje in žene, ki poslušajo, ne, so izjemno dobra priložnost, da se ga moški del tam zbranih očetov, prijateljic in prijateljev slavljenke oziroma slavljenca lahko dobro nažre. Ne. In mi smo imeli silovite žurke za rojstne dneve mojih otrok in enkrat vem, da sem si nogo zvil, ker smo dobili ob 2 zjutraj idejo, da naredimo tekmovanje v šprintu tam po sosednji ulici. Enkrat smo imeli pa skok v daljino v breg, ker imamo eno tako brežino na vrtu in pač v nekem trenutku, bom rekel, tega, a veš, kot kljub alkoholu postane dolg čas v nekem trenutku, ne? In potem alkohol poskrbi za to vrstno kreativnost, tako da
Tudi to se je zgodilo. Otroci, Otroci nas pa staršev, gledajo. Ne? otroci nas gledajo več časa. Ne? Seveda, otroci nas Zanimivo gledajo. vprašanje. Jaz sem gledal svojega očeta. Gledali so te, ali pa recimo za tebe, ti si gledal očeta, ali pa oba sva gledala očete, tvoji otroci gledajo, ali pa najni otroci gledajo najo. Zgodbo o mojem očetu, a ti povem, recimo to zgodbo, No, kje povej. sem jaz povzel to idejo, da absolutno, mislim, da ti sploh, če ne boš spil 10 perov, ne da bi kozlov, ti ne bojo brki zrastali v lifeu, pa jajca, pa nič. Ne. Mi smo bili enkrat na nekem pikniku in foter se ga je udesil res preko vseh meja, še z nekim perom, pa z nekim viskijem. Skratka, v neki točki ni mogel voziti. Bila so 80 leta, to še jaz sem bil star okoli 10 let, ne, se pravi leta 84, 85, kaj tasga. In to je bil takrat totalen eksces, je mat zahtevala, da se pokliče taksi. Ne vem, kako so takrat tisti taksi poklicali, valjda s stacionarnega telefona, in foter se je usedel s taksi in seveda cela družina z njim. In foter je taksistu tam od Iga do Šentvida, kjer živimo, se mu je opravičeval, da valjda bi jaz lahko vozil, ne, in taksist je bil pa tudi nek brko, tak Crnogorac, po moje, valjda bi jaz lahko vozil, sem mi žena, kle, mislim, da in taksist ga je ful razumel. Ne. Jaz sem kle videl to razumevanje med dvema pravima descema, ne, kako sta ona dva, a veš, čutila, da je ta skrb teh žensk in otrok čist brez veze, ker ta prav dec je to sposoben speljati. Jaz sem si ravno kar zamislil situacijo. Ja. No in seveda, mislim, kako bi jaz lahko postal ob tako čudovitih kavbojsko Marlboro Man vzorcih, ki je drugačen, kot da sem se v ranih najstniških letih prizadeval, da bom čim prej začel kaditi pa piti. Ne. Spet eno težko vprašanje. A misliš, da otroci alkoholikov ali pa fotrov, Ja. ki spijo za rojstne dneve, pa v družbi, pa, pa tam in naprej nazaj, zgubijo neko kritično distanco do alkohola? Mislim, sorry. Vem, da se kolegu novinarju ne sme reči, da je to neumno vprašanje, ampak je v bistvu genialno v svoji neumni preprostosti, ker ja, absolutno ne zdaj, a veš, po mojem otroci najprej neke reference o tem, kako se sploh da živeti, dobijo doma. Ne? In zdaj, če doma tega nimaš, mislim, kje sem jaz dobil idejo, da veselje in dobro življenje je enako pivo? Najprej doma, ne? In potem seveda, ko greš ti v svet opremljen z neko resnico, ki si jo sprejel doma in pol gledaš, ne, da tisti ne pijejo, valjda najbrž se nimajo fajn v življenju, so bogi ali ne vem, mogoče ki bolni, grem k tistim, pa tudi, a veš, mi smo odraščali v 80-ih, veš, ti prvi popkulturni vzorci, tudi so imeli, veš, moški so imeli čike, pa brke, pa perne. Pa viski, pa boljši. Pa viski, ne. Ena stvar se mi je še vtisnila, kaj dela oči, kaj dela mami, se spomniš tega dela? Ja. Mami riše, oči pije pivo. Ja, to je bil en bolj ganljivih trenutkov moje pivske kariere. Tista situacija družinska, neka zajebancija, piknik, ta mala je bila, ne vem, koliko je znala govoriti, ne, tam leto pa pol, dve pa pol, ne vem koliko, in pol brat moj sprašuje, ne, tista vprašanja, ki ste stric z brki sprašuje, kaj pa dela mami, ne, in je mami pa riše, ne, ker je mami pač oblikovalka. In pol je, kaj dela pa tvoj oči, ne. Ta mala je rekla, oči pa pivo pije. A si kaj zamislil takrat, ker meni iskreno, meni bi bilo to smešno, če bi mi to nekdo, če bi moj otrok to rekel, recimo 5 let nazaj. Ja, meni je bilo takrat... kako cool, super, meni bravo. je bilo takrat smešno, ne? Ampak takrat mi je bilo marsikaj smešno, ne? Kar mi danes mogoče ni več tako smešno. Ne? Zdaj mi je to žalostno. Ne? Upam, da bom lahko vsaj del tega popravil. Mogoče še ena misel, se me malo strno. Alkoholik je nedorasel egocentrik. Ja. To je tvoja misel ali je moja misel? Mislim, da je tvoja, ampak si jo malo na širše pisal. Mislim, da je tvoja. Hude misli imam. Ja. Ja, alkoholik je absolutno nedorasel. Kje se to kaže? Poskušaj to pojasniti. Lahko to mogoče na svojem primeru pojasniš. Ja. Egocentrizem in... Mislim, absolutno, ker alkohol na tako pomemben način uravnava tvoje življenje, da ti določa prijatelje, ne? Da ti določa, kako bo oblikovan tvoj prosti čas, ki gre vedno tudi na račun drugih, ne? Kako se bodo preživljale sobote pa nedelje z družino. Ne?
Pa kako boš ti čim prej stegnil v četrtek na rekreacijo, da boš lahko pol na tiste 3 pere, ki so vedno 4. Ne? Tretji polcajt. Ja, tretji polcajt je to kar že en tak dokaz, da gre za neke vrste nedorasel egocentrizem. No. Meni se zdi, da tudi zdaj recimo ob vodi, da sem pa vsem mogoče tudi kot človek malo bolj prisoten znotraj moje družine, pa bo to ni zdaj radikalna sprememba, da bi bil jaz angelček, pa da bi, tako kot da bi nogavico okrog obrnil drug človek, ampak opažam pa, da sem bolj prisoten, ne, pa da dejansko, kaj rečem, kaj bomo po soboto delali, ne mislim sam nase. Ne. V soboto, a bo vreme v soboto, ne, kaj pa če bi, žar, ne. Veš, kaj je ta žar pomenil? Ta žar je bil... Še ni izgovor. Žar se je vedno končal tako, da sem jaz zaspal za mizo. Sicer me ni eden od otrok videl, ampak nobenemu se ni zdel pa nič nenavadnega, ker se je to vedno dogajalo. Si se kdaj šel v to akcijo, 40 dni brez alkohola? Ne. Moram reči, da sem te akcije in še danes jih v resnici na nek način mal, ne bom rekel preziram, jih podpiram, ne, ampak takrat so se mi zdele tako globoko idiotske, še bolj globoko idiotska se mi zdela pa izbira vedno teh manekenov za 40 dni brez alkohola. Ne. Jaz zdaj kljub temu, da sem nacionalni poster boj za abstinenco, ne bi šel nastopati na plakat za te akcije, ker veš, kaj me je zmotil tam? Da so vedno dal, recimo, Blaža Švaba, pa ga imam rad, pa ga spoštujem, res ga spoštujem, tako da ne bo kakšne pomote. Ampak vsi imate Blaž, pa to je tip, ki ni na štofelj stopil v življenju. Mislim, pa džabe je tep zdržati 40 dni brez alkohola. Vedno sem si takrat, ko sem še ful pivo pil, sem si mislil, daj mene, pa da vidimo, če zdržim brez alkohola. Jaz verjetno takrat ne bi zdržal. Sem imel pa vse mogoče poskuse tega moderiranja, ne, svojega pitja, veš. Jaz sem tako že 10 let preden sem nehal, mi ni bilo všeč, da pijem, pa koliko pijem. In počel sem vse mogoče, veš, od teh res, bom rekel, naravno genialnih idej, tako, jaz sem čist, zdaj bom pa sam še špricer pil. To je pa zame, to pa nimaš mačka, to pa krasno moderiram, mislim, špricerjem se pa da živeti, ali pa bom samo viski pa vodo, ali pa nedosegljiv sveti gral se mi je pa vedno zdel, to pa že dolga leta preden sem nehal. Jaz sem tako ponižno, tako vil ročice k Bogu in ga prosil za pomoč, da ki bi meni ratal vsaj samo 2krat na teden pit. A veš, ni mi ratal nikoli, ne. Eno leto sem imel popravilo, ti mi je pa uspel, enkrat na teden. To je bilo eno leto, preden sem nehal, sem pil samo še enkrat na teden, ampak tisti je bil pa spet en tak brutalen vzorc, ker ko sem pa enkrat na teden, sem se ga pa vedno nažehtal do plafona. Zdaj sem 6 dni trpel, ne, zdaj sem pa jaz upravičen do pozabe. Povej mi zdaj, da si čist brez. Čisto brez, ali čujem tam za kakšen rojsten dan. Ne. Veš kaj je bilo, en tak čist naraven prehod se je zgodil, jaz sem nekaj časa že nisem pil, ne? Jaz nisem tako takrat, ko sem nehal, da ne bi, jaz tako nisem 3 mesece, pa sem pa občasno še eksperimentiral, sem rekel, bom za kakšno priložnost, ne vem, zdaj ima Mac 50 let, pa bom tam nekaj spil, ampak kaj sem ugotovil pol, da je stvar zgubila eno magijo, ne? Bolj, ko sem se jaz distanciral od tega alkohola, bolj on ni imel več unga ta pravega učinka name. Jaz ne vem, jaz pol tudi nisem bil, nazadnje, ko sem pil, vem, da je bila prav ta situacija, nisem pil pol leta in pol smo bili nekje, se to v knjigi popisujem s frendi z motorji in jaz tako spijem na prvo pivo in meni tako, ni mi v redu, ne, kaj ne naredim, valjda, mislim, kaj boš naredil, valjda še enega, ne, še vedno mi ni v redu, kaj boš še enega in pol sem bil pa še tako en teden slab, tako da zdaj pa ne, nimam več, mislim, da smo midva z alkoholom svoj odnos nekako zaključila. Čestitam. Ja, hvala, ne, mislim, sej z rečenega kruha se največ poje, ne, lahko da bom celo, a veš, na koncu kot pijanček umrl in mojarko, ne. Težko verjamem. Zdaj še eno vprašanje, še mogoče subtilna razlika, ampak vseeno. Ja. Odgovoriti nekomu ne pijem več ali ne pijem. Razumeš, kaj mislim reči? Ja, razumem. Zelo pomembna razlika. Zelo pomembna razlika. Kako bi jaz odgovarjal? Kaj ti je lažje odgovarjati, ne pijem več ali ne pijem? Ne pijem je lažje odgovarjati. Kaže na tisto eno preteklost, ne pijem več, kaže na tisto eno preteklost, ki se premaga. Namreč
Zdaj, za tiste resne alkoholike, odvisne že od alkohola, velja, da jim je zelo, da jih je sram povedati, da ne pijejo več. Ni jim bilo nerodno, ko so jih ljudje videli v jarku, pijane, jim je pa nerodno povedati, da ne pijejo več. Zdaj, ne pijem je tista absolutna črta, konc debate, ne želim se več pogovarjati o tem, ne pijem več, pa kaj pa je bilo, a veš, še spodbudi nek nadaljni pogovor ali pa neko pričakovanje pusti, zakaj si nehal piti. To, ne. Mislim, jaz sem zdaj očitno v fazi ne pijem več, ne, ker če bi bil v fazi ne pijem, ne bi bil klele na tem podcastu, kjer bi moral pojasnjevati, zakaj ne, ampak pač jaz sem se odločil za to knjigo, zdi se mi, da je bila odločitev ta prava, vse pa raj razmišljam na način, kot da ne pijem, ne, ker tudi ta več, ne, če greva na te subtilne razlike, če jaz rečem tebi, ne pijem več, ne, s tem avtomatično izzovem neko debato in izpadem tako mogoče malo pokroviteljski asshole. Res pa ne želim biti tak. Ok, zdaj sem bil klican za potrebe te knjige, da pojasnim, ampak ne želim pa v družbe ali pa med ljudi vstopati s tem nekim sporočilom. No. Knjiga je priročnik za rekreativne pivke in pivce z dvomi. Kakšen je tvoj namen? Je to bila samo neka notranja izpoved? Si želiš s to knjigo komu pomagati? Si želiš koga spraviti na druga pota? Si že dejal, da si sicer zelo liberalen, kar se tiče odnosa do alkohola, ampak vseeno. Ne, meni se je zdel, jaz bom tako rekel, jaz te knjige ne vsiljujem nikomor. Ne. Veš, zato sem dodal ta kvalifikator na koncu za pivke in pivce z dvomi. Ne. Če pa kdo dvom, se mi zdi, da naj pa mogoče vzame to knjigo pa prebere, veš, ker verjamem, da pivci in pivke z dvomi za šanki nimajo frendov, s katerimi bi se lahko odkrito o tem pogovarjali. Ne želim zdaj sugerirati, da je ta knjiga njihov frend, ampak mogoče bodo sami sebe lažje razumeli, če bodo prebrali zgodbo enega človeka, ki je ravno tako imel dvome, pa jih je sklenil pogumno raziskati, ne? Pa prišel do nekih sklepov. No? Tako da ne domišljam si, da bojo zdaj alkoholna industrija propadla zaradi moje knjige. Ne? Jaz sam verjamem, da bo en cel kup ljudi še veselo naprej pil in prav je tako, verjamem tudi, da bo eni ljudje tudi na jezo do mene, zdaj še kakšnega dodatnega spil, tudi na zdravje, fantje in punce. In še zadnje vprašanje, na toplo vodo te spet lahko slišimo? Ja. Še kakšna radijska oddaja zraven? Ja, imam še en podcast, Nihilizem, ki mi je zelo ljub. Tako da zdaj sem ga počasi začel, imam že nekih 5 gostov oziroma in gosti za sabo. Kam bo pa stvar šla, bomo pa še videli. Ostajaš pa privatnik, tako kot si se opisal, ne? Ostajam pa, ja, sem privatnik. Koliko kombijev imaš? Koliko kombijev imaš? Trenutno nimam nobenega kombija. Oba kombija je podjetje prodalo, ne, tako da smo naredili prostor za nove kombije. Naj bo to dovolj. Hvala, Miha, da si se odzval po vabilu in predstavil svoje misli glede alkohola. Vam pa do naslednjič. Lepo se imejte.